Lep pozdrav. Kot veste, se delo preiskovalne komisije na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu bliža koncu. Pojavljajo pa se problemi, in sicer za sklepčnostjo preiskovalne komisije. Namreč 19. nujno sejo, ki je bila prvič sklicana 13. februarja, na kateri naj bi sprejeli tudi zapisnike vseh dosedanjih zaslišanj, ki so podlaga potem tudi za zaključno poročilo. Te seje enostavno ne moremo, oziroma sama kot predsednica ne morem speljati, zato ker se pojavlja nesklepčnost. In sicer sklicana je bila, kot sem dejala, 13. 12. Prvič smo imeli torej sejo 21. februarja. Prisotni so bili samo strani SMC-ja in pa stranke SD in pa jaz kot predsednica. Zato smo, bom rekla, skupaj se odločili, da bo nadaljevanje te 19. seje danes ob 14. uri. Kot veste, pa je predsednik Državnega zbora sklical za ob 14. uro sejo Državnega zbora in da ne bi imeli poslanci ponovno probleme z prisotnostjo na seji preiskovalke, sem to sejo prestavila za 13. uro. Namreč seveda z miselnostjo, da bodo vsi poslanci v Državnem zboru, kajti potem je pač plenarka. Žal tudi danes seja ni bila sklepčna, prisotni so bili samo poslanci SD, poslanka SD in pa nepovezani poslanec in pa jaz kot predsednica. Glede na to, da danes seja ni bila sklepčna, sem sejo zaključila in napovedala novo izredno sejo, to je 20. izredno sejo, v četrtek 8. marca ob 20. uri. Gre torej za sprejem zapisnikov, ki so potrebni, da lahko nadaljujemo z obravnavo oziroma sploh začnemo z obravnavo zaključnega poročila, ki je prav tako napisano in poslano vsem poslancem, torej članom preiskovalne komisije in pa nadomestnim članom v pogled. Sama imam namreč občutek pri vseh teh nesklepčnostih in pa zavedanjem, da poslanci, ki se opravičijo, so v Državnem zboru, da prihaja enostavno do blokade samega dela preiskovalne komisije in onemogočenja torej sprejema zapisnikov in pa konec koncev tudi obravnave zaključnega poročila. Menim, da je nedopustno, da se nekateri poslanci obnašajo neodgovorno do same preiskovalne komisije. Namreč, če so do sedaj sodelovali, ne vidim razloga, zakaj pač ne želijo oziroma ne pridejo na sejo in povzročajo nesklepčnost pri sprejemanju zapisnikov. Tako da 8. marca ob 20. uri pričakujem vsaj sprejem zapisnikov in pa začetek obravnave zaključnega poročila. Vekolikor to ne bo, potem je to jasen znak, torej, da koalicijske stranke enostavno več ne delajo v Državnem zboru in pa da gre za to, da se zaključno poročilo na tej preiskovalni komisiji ne sprejme. Zdaj v tem trenutku bi še povedala, da sodelujemo z Nacionalnim preiskovalnim uradom. Nacionalni preiskovalni urad je prosil za določeno dokumentacijo, ki potrjuje naznanitve sumov kaznivih dejanj iz vmesnega poročila. So to dokumentacijo, ki je del seveda celotne dokumentacije, ki jo imamo kot preiskovalna komisija, bo poslan v teh dneh na Nacionalni preiskovalni urad. Tako da v tem delu moram reči, da smo pač naredili tisto, kar so od nas prosili. Bomo pa verjetno, upam da, če bo sprejeto zaključno poročilo, celotno dokumentacijo tudi posredovali potem na Nacionalni preiskovalni urad, da lahko oni v bistvu pravijo tisto, kar bi bilo potrebno, torej tudi pregledajo te naznanitve sumov kaznivih dejanj. Samo še to obvestilo, poslali smo tudi celotno vmesno poročilo, kot je bil sklep Državnega zbora, na multinacionalke, ki proizvajajo žilne opornice, in pa na Evropsko komisijo, Generalni sekretariat za konkurenco. To je bilo narejeno v teh dneh s prevodi in pa torej celotno vmesno poročilo. Hvala. So manjkajoči poslanci mogoče podali kakšne razloge za izostanke oziroma kakšni so bili? Večinoma so opravičila službena odsotnost. Ja, jaz jih srečujem na hodnikih, tako da ne vem, kakšna je službena odsotnost, recimo danes ob 1. uri, če potem poslanca 5 čez ali pa 10 čez 1 srečaš na hodniku.
Menili ste še zaključno poročilo, kakšne bodo glavne ugotovitve, lahko že kaj o tem več? Zdaj v zaključno poročilo bo vsebovalo torej vmesno poročilo plus tisto, kar smo do sedaj oziroma po vmesnem poročilu še imeli zaslišanja, gre za politično odgovornost posameznikov oziroma ministrov, ki smo jih zasliševali, in pa potem tudi določene zadeve, kar se tiče državnih institucij, ki se ukvarjajo z zakonitostjo dela, recimo UKC Ljubljana, UKC Maribor oziroma Bolnišnic Slovenije. Kaj bolj natančno bi rajši potem, ko bomo v bistvu zaključno poročilo obravnavali, vsaj v tistem osnutku. Hvala. Hvala.